Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako so Nemci skoraj ujeli in ubili Tita. Operacija se je imenovala Odrezati glavo kači. Tako bi lahko poimenovali tajno nemško operacijo iz II. Svetovne vojne, katere cilj je bila ubiti enega najnevarnejših nasprotnikov nacistične Nemčije, Josipa Broza Tita. Lokacija Jugoslavija, cilj vodja komunističnega odporniškega gibanja, ki je predstavljal veliko grožnjo nemškim silam v regiji. Nemški načrt je bil jasen. S hitro smrtonosno napadalsko operacijo bi udarili neposredno po vrhu partizanskega vodstva in eliminirali Tita. Nalogo naj bi izvedli SS padalci, Himmlerjevi elitni vojaki. Nemci so aprila 1941 napadli in zasedli Jugoslavijo. Kraljevino so razkosali na nove državne enote, med njimi tudi na neodvisno državo Hrvaško, ki jo je vodil fašistični diktator Ante Pavelić. V okupirani državi sta nastali dve glavni odporniški sili, komunistični partizani pod Titom in četniki, srbski nacionalisti, ki so ponekod sodelovali tudi z Italijani in Nemci. Po kapitulaciji Italije leta 1943 so Tito in partizani prevzeli nadzor nad velikimi območji in svojo vojsko razširili na kar 200.000 borcev po celotni Jugoslaviji. Tito je svoj štab vzpostavil v Drvarju, v goratem predelu Dinarskih Alp. Nemci so v njem prepoznali neposredno grožnjo, saj je Jugoslavija mejila na Avstrijo, mehki trebuh nacistične Nemčije. Ob Titu so bili takrat tudi zavezniški vojaki in svetovalci, Britanci, Američani in Sovjeti. Med njimi tudi sin Wilsona Churchilla, major Randolph Churchill ter brigadir Fitzroy McLean. Tito pa je bil varovan z elitnim osebnim bataljonom, ki bi dal zanj življenje. Okolica Drvarja je bila polna oboroženih in izkušenih partizanov. Nemški načrt operacije Konjeniški skok je predvidel najprej zračni napad, Luftwaffe na Drvar, nato pa padalski in jadralni desant 500. SS padalskega bataljona, s ciljem ujeti ali ubiti Tita. Na koncu bi sledil še kopenski napad nemških gorskih enot, ki bi se združili s padalci. 500. SS bataljon je bil posebej ustanovljen za misije za sovražnikovo črto. Polovico vojakov so predstavljali kazenski vojaki, druga polovica pa prostovoljci iz obstoječih SS enot. Usposabljanje pa so opravili v Srbiji in na Madžarskem. Operacija se je začela 25. maja 1944. Nemška letala so najprej bombardirala območje Drvarja, nato so padalci in jadralci pristali, a se je kmalu izkazalo, da jih je pričakal trd teren in močan odpor. Mnogi so bili poškodovani ob pristanku, več jadralcev je strmoglavilo, ena enota je bila celo v celoti uničena. Tito je tik pred napadom pobegnil, skupaj s sodelavci. SS enote so napadle njegovo prazno jamo. Kmalu je sledil še en padalski napad, a so padalci padli naravnost v ogenj partizanov in utrpeli hude izgube. Sledila je oblegana bitka. SS padalci so bili ujeti, klicali so na pomoč iz zraka. Luftwaffe jim je metal strelivo in izvajal letalsko podporo. Naslednji dan so se do njih prebile enote 7. SS gorske divizije princa Eugena. Borba je trajala do začetka junija, nato pa je bil bataljon umaknjen. Nemci so uradno poročali o 277 žrtvah, od tega 61 mrtvih, partizani pa o 399 mrtvih, 479 ranjenih in 85 pogrešanih. Tita so uspešno evakuirali Britanci. Partizansko gibanje se je hitro vrnilo v polno delovanje. Operacija Konjeniški skok je bila popoln neuspeh. 500. SS bataljon nikoli več ni sodeloval v podobnih operacijah. Tito je ostal na oblasti do svoje smrti leta 1980. Čeprav je bil rojen 7. maja, je od leta 1944 dalje vsako leto praznoval rojstni dan 25. maja.
v spomin na dan, ko je preživel atentat nacistične padalske enote. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.